Torej, z nami je dr. Lev Kreft. V mladih letih smo ga zelo poznali kot politika, aktivnega. V najmlajših letih kot pesnika. V najmlajših tudi kot pesnika, seveda kot literatura in zdaj se pa predvsem z estetiko in temi lepimi stvarmi ukvarjate. In če smem povedati še to, da je dr. Lev Kreft sin dr. Bratka Krefta in slovenske igralke Judite Hanove, ki se jo spominjamo iz mestnega gledališča v Ljubljani, predvsem pa tudi iz kakšnega filma. In dr. Kreft je pa pomemben slovenski teatrolog in pisatelj in dramatik in prav zdaj daje v Ljubljani tudi v drami Tugomirja, v katerem je delno, so naredki oziroma delčki tudi iz njegove predelave oziroma dramatizacije tega zelo zanimivega lika in krasna predstava je in jo vsem svetujem in se tudi opravičujem za tale, da mi upam, da ne zamerite ta, kako bi rekla, poseg v zasebnost, ampak meni se zdi res pomembno ob vsaki priložnosti opozoriti na ljudi, ki so kaj dali tej skupnosti, temu narodu, tej kulturi in ker so, da se vrnem na film, ker so korenine zelo pomembne. Povejte kaj o tem filmu, vaš prvi vtis, zdaj ste ga prvič gledali. Namenoma sem se odločil, ker ga prej že nisem, ko ste me povabili na ta pogovor in sem zelo vesel, da sem prvič tudi tukaj, na tej matineji, ker me zanima, kako to zgleda. Jaz bom tudi glih kar 65, ne sem zaradi filma, ampak tudi zaradi tega, kaj bom potem počel, recimo s filmom. Lepo ste povedali okrog teh korenin, seveda so te korenine tudi v filmu. V zgodnem obdobju tega kinematografa je bil moj oče tudi nekaj časa pravzaprav ravnatelj, intendant tega kina, kot tudi v zgodovini te hiše piše. Pa tudi sam sem nekaj se pojavljal na filmu, še kot otrok, to je bilo še preden sem bil pesnik, v družinskem dnevniku in tako naprej. Skratka, tudi do filma imam nek oseben odnos, ampak seveda ta film, ki smo ga gledali danes, prvič se mi zdi, da zelo jasno, čeprav malo dolgo, govorijo o vprašanju lepote in dobrote enega z drugim skupaj in sicer skozi vprašanje, kaj je dobro življenje. Vprašanje, ki je zelo filozofsko lahko, ampak kakorkoli je filozofsko, je vedno pravzaprav zelo preprosto človeško vprašanje. Če se vprašamo, kaj je dobro, potem lahko gremo v metafiziko, v Platonove ideje, ki so onkraj nas in smo jih nekoč videli, pa se jih spominjamo in tako naprej. Če se vprašamo, kaj je dobro življenje, mora pa tudi filozofski odgovor biti zelo konkreten. In ko vzamemo to na filmu, tu me je spomnila knjiga, ki sem jo vzel zdaj tam z police, Frederika Jamesa, že pred časom je išla pri tej hiši, filmska kartiranja. Prvo besedilo v tej knjigi ima naslov, ne bom nič šel v sam tekst, ima naslov Obstoj Italije. In Jameson začenja z motom iz Adorna in Horkheimerja, torej iz meni zelo ljube frankfurtske šole iz prejšnjega stoletja, filozofske, marksistične seveda, ki glasi: ponujena ni Italija, temveč videz, da obstaja. To je seveda navedek, ki govori o tem, kaj je resnica v filmu, kaj je realnost filma. Jaz bi rekel, da tu pravzaprav ni ponujena neskončna lepota, ampak videz, da obstaja. To se mi zdi najbolj značilna poteza filma, se pravi ta poteza teh neskončnih stopnic, na katerih iščemo. Zdaj, kaj to iščemo, mislim, da je vendarle zveza med lepoto in dobrim življenjem. In mogoče bi se tega vprašanja dobrega življenja kasneje dotaknil, ker je verjetno treba malo le slediti vprašanjem, ki se mi bojo zastavljala.
Ja, najbolj se mi je najprej vprašanje zastavilo, namreč ta naslov, ne, Neskončna lepota, in sem se spomnila na ene Rilkejeve verze iz prve devinske elegije, kjer pravi, ker lepota je le strahotnega, ravno še znosni začetek in občudujemo jo, ker se nam ji ne zdi vredno, da bi nas pokončala. Ne? Skratka, nekaj tako tujega in strahotnega, ne? Je tudi v tej besedi lepota. Ja, da se približam temu, ne? In seveda tudi to je v filmu. Ne? Na eni strani je to ta lepota, ki nam je preprosto všeč, ne? Ki nas spravi v prijetno stanje, na drugi strani je pa nekaj težkega, ne? Tudi v lepoti samega Rima konec koncev in samega tega življenja in tako naprej. Nalaganje zgodovine. Ne? Mislim, da je to v lepoti od samega začetka. Jaz, če se spomnim knjig, ki sem jih prebiral o tem vprašanju lepote, in vam moram po pravici povedati, da moja veda, torej recimo estetika, filozofija umetnosti, se podobno kot umetnost sama z lepoto že dolgo ne ukvarja kaj posebej. Ne? Lepota je šla iz mode, ne, v umetnosti, to vsi vemo. Če gremo na razstavo, klele nekam blizu, pa bomo videli, ne, kako je to. Ne? Lepota je postala nekaj, kar se skriva, kar se ne da več videti v umetnosti. No, ampak na izhodišču, na izvoru je za Grke lepoto označevala beseda kalos, ki je pomenila hkrati lepo in dobro. To vsak, ki pogleda najmanjši učbenik in tako naprej, zve, to ni nobena velika učenost. Ampak seveda značilno je, da je do nas prišla preko neke druge, še izrazitejše besede bonum, ki je dobro, in je prišla tako, da so v srednjem veku poznali seveda tudi malo spačeno latinščino, srednjeveško pomanjševalnico za to dobro, ki je bonum, in to je bellum. In iz tega bellum je prišla v evropske jezike beseda za lepo, bo, ne, in tako dalje, bello, se pravi neka mičkena dobrota. Tu sta torej že dva pogleda. En je božanska lepota, ta neskončna, ne, na drugi strani so te majhne lepote, ki so dale ime našemu pojmovanju lepote. Mi ne pojmujemo lepoto v resnici več tako, kot je pojmovala recimo Platonova antična filozofija, kot nekaj neskončnega, metafizičnega, kar nas vse presega, vendar se nam ves čas, tudi v filmu se vidi, v reminiscenci se nam pa javlja, tu se javlja kot pogled v mladost in v to začetno srečanje z neskončno lepoto, ki je zginila, konec koncev je zginila brez lastne krivde, za lastno življenje si lahko sam kriv za to, da te pa ženska pustila, pa nisi. Ne? Ampak tu je še ena druga. Ja, ne morete reči, da je bil kriv, ne? To je samo omenjeno v filmu, ne? Da je ostal sam in potem se mu pri 65 vrne, da je bilo vmes 40 let brez veze, ker se to ni realiziralo. In vmes veste, da je tudi stavko nostalgiji, ne? Da drugega pravzaprav kot nostalgije človek več nima in tako naprej. Ne? To je ena pozicija. Ampak je pa še druga vrsta dobrega, ki je mogoče povezana malo bolj s krščanskim odnosom do lepote, ne? Prava pa ne prava, ker veste, da je vedno nevarnost hudiča, ki je tu omenjen v filmu, nekajkrat je v tem, da je strašno lep, da se pojavlja v videzu, in zdaj smo kle pri filmu, ne? Kot ga označuje Frederick Jameson in z njim tudi Adorno in Horkheimer. Film je videz lepote, ne? In ta videz lepote je pravzaprav lahko, ampak za mnoge tudi dejansko je nekaj zlega. Ne? To zlo, ki je tako lepo, da to lepota samo prekriva, da ta lepota je ta videz, ki samo prekriva neko skrajne zlo, to je seveda lahko tudi en pogled na ta način življenja, tudi na ta sam Rim, ne, na to rimsko družbo in tako dalje. Konec koncev tudi na to, kar je z Italije nastalo v zadnjih desetletjih, ne, se sodi v uno znano oznako PIX, ne,
Portugalska, Italija, Španija in Grčija. Jug Evrope je postal nekaj neprijetnega, lenobe in tako dalje, kjer vidimo kup lenob. Z resnimi posli se ukvarjajo pa oni, ki imajo že aretacijo za sabo. Skratka, dober je, da v tej besedi ni prostora še za kakšen S. Ampak to zlo, ki nastopa kot nekaj lepega, vidimo v tem filmu začenja vznemirjati. Od samega začetka začne vznemirjati, skozi kamero, skozi glavno osebo in to vznemirjanje, ta pot k pravi lepoti nas spravi pravzaprav v neko filmsko s kamero narejeno razpravo o tem, kaj je dobro življenje. Pri 65 letih je ravno prav čas, da se to vprašanje postavi, s tem se strinjam. Med vašimi temi razpravami me je en naslov zelo zintrigiral, to je pa hedonistična moralnost, umetnost življenja. Ga bom prebrala, ampak tako se mi zdi, da se na ta film, na to plast družbe, na to, kako bi rekla, ta način življenja, prazen in strašno poln na videz, da ste v tem pravzaprav pisali. In o tem sem tudi mislil govoriti danes. No, pa sem vas prehitela. Tako da ste me lepo. Natančno za tiste me prosili, ker imam pripravljen. To pa ni bilo nič ne igrava. Besedilo, ki ste ga omenili, sem pisal zaradi enega francoskega estetika, sociologa, filozofa umetnosti, teoretika religije, skratka vsestranskega in takrat izjemno znanega, vplivnega, mogoče samo malce manj od Nietzscheja, rekli pa so mu francoski Nietzsche, ker ga je postavljal na to drugo stopničko, Jean-Marie Guillauja. Živel je tam 30-32 let, pokopala ga je etika kot mnoge takrat. Z Pariza je opustil filozofsko profesorsko kariero, se preselil v Mediteran iz Pariza, da bi prišel do zdravega zraka, uspel se poročiti, narediti celo otroka in tako naprej in potem je umrl, napisal je cel pok knjig in mene zanimajo ljudje, ki so svoj čas bili tako rekoč svetilniki svoje dobe. Niso ga brali samo strokovno filozofi, brali so ga kot nekoga, ki prinaša neko pojasnilo v spopade tistega časa, druga polovica 19. stoletja, izdelani kapitalizem, izdelana predstava o demokraciji, ki sicer ni bilo še čist povsod, da bile vse dežele demokratične ali kaj takega, ampak v Franciji po Napoleonu III. Je bila republika. In tukaj so bili pa pol sami spori, pa spopadi in razkoli. No in ta človek je potem bil do prve svetovne vojne še zelo znan in popularen, precej po svoji smrti 1880. leta, pa so ga pa pozabili. Popolnoma, mislim, še v učbenikih mojih, tistih debelih, strokovnih, je kakšen stavek sam noter šel v njem. In mene to, zakaj je bil nekdo tako slaven, pa zakaj je zgubil potem, zakaj je plaval v javnosti in zakaj me zelo zanima. Taki ljudje me zanimajo bolj kot oni, ki jih vsi hvalijo. Tega so nekoč hvalili, pa je pa poniknil. No, ampak to je razlog, da sem se ukvarjal z njim, potem me je pa prijelo nekaj drugega. On je vse življenje se ukvarjal, med drugim tudi z vprašanjem etike, kot vprašanjem dobrega življenja, se pravi zelo konkretnim vprašanjem, ne samo z vprašanjem nekih visokih filozofskih izhodišč, in se je naslonil, morebiti tudi zaradi tega, ker se je ves čas zavedal te svoje bolezni, ki je bila takrat smrtna, slej ko prej, z Epikurjem. Se pravi s filozofom, ki mu pripisujemo ravno hedonizem. In me je zanimalo, kako se navezuje lahko en človek druge polovice 19. stoletja, recimo, da je bil mali genialc, med drugim je tudi filozofske pesmi napisal, potem je bil še dodatno znan, recimo, da je bil nek predhodnik tega mišljenjskega pesništva, kakršne Rilke, ki ste ga citirali, ne tako dober sem šel prebrati, ampak dober. Ta Epikur se pojavlja vsake toliko časa. Epikur je ena najbolj zaničevanih oseb v
zgodovini filozofije. Skoraj ni zgodovine filozofije s Heglovo vred, da se ne bi norca delala z nekoga, ki pravi, da iz ugodja in užitka treba sestaviti pravo etiko, da nas ugodje in užitek ne varata, da je treba slediti užitku v svojem življenju in potem boš prišel do prave etične drže. Zakaj ga tako prezirajo? Zato seveda, ker je bil vedno predstavljen napačno, tako se je malo hranil citatov in so ga predstavljali res kot Aristipa. V antiki sta obstajala namreč dva filozofa hedonista. Aristip, ki je trdil, da je treba skakljati od enega užitka do drugega, natančno je opisal to življenje, ki ga vidimo tukaj na filmu, natančno. In to je dobro življenje zanj. Vsakič nekaj novega. Ves čas plavati v ugodih in užitkih. Epikur pa zastavi drugačen premislek. On najprej seveda pravi, življenje je največja vrednota, ki jo imamo. Zavedati se življenja je čutno ugodje. Zavedati se lastnega življenja. Živeti življenje, v katerem se najbolj zavedaš, da si živ, je najboljše življenje. In potem seveda nadaljuje s teorijo časa. On je teorijo časa razvil pred Bergsonom in grede Henri Bergson je bil njegov učenec, ki se pa oddalji od nekaterih njegovih stvari. Ampak teorijo časa on postavi seveda na to, da čas se začenja s tem, da imamo začetek. Potem imamo pa konc. In to, da imamo začetek in da imamo konc, je naša etična situacija. Zaradi nje ne moramo hlastati po užitkih, tako kot predlaga Aristip, ampak je potreben premislek. Potreben je premislek, zakaj je vredno to življenjsko silo tega življenja, ta elan vital, o katerem kasneje govori pod tem izrazom, ki ga Gio še ni uporabljal, govori o življenjski energiji, kako ta elan vital pravzaprav mu dati možnost, da se izrazi, da se izpolni v vednosti, da tako kot se je začel, se bo tudi končal. Ta končnost torej pripelje pravzaprav Epikurja do tega, da je treba najvišje ceniti seveda tista ugodja, tiste užitke, ki so daleč preko čisto čutnih užitkov, vendar tudi teh čutnih užitkov ne smemo zanemariti. Gio je sam rekel, najbolj se zavem svojega življenja, ko grem na daljši sprehod v gozd in ko se utrudim, šele ugotovim in se spomnim, da diham, česar se prej nikoli ne zavedam. Ko se spomnim, da diham, se zavem, da sem živ. In zavest, da sem živ, je nekaj tako ugodnega, tako prijetnega kot le kaj. Se pravi, tudi v tem primeru iz Gujoja se vidi, kako njegov hedonizem neposredno iz čutnega občutka življenja pelje do občutka in vprašanja o dobrem življenju. In dobro življenje je zanj polno življenje, bi mi rekli. In to, kar se nam je bilo tu prikazano, je seveda večkrat poudarjeno, včasih celo malo cilično, kako prazno je to življenje in kako se te praznine, oko, skozi katerega gledamo, to pisateljsko oko enega samega romana, kako se te praznine vedno bolj zaveda. A je to trenutek, ko bi še kdo povedal prav na to temo kakšno misel? Če ne, bi pa mogoče že zdajle lahko poskusili malo razmišljati o tem, da je ta film vendar narejen z, kako bi rekla, z vedenjem in poznavanjem filma Federica Fellinija La Dolce Vita, da je tukaj ogromno, kar nekaj teh referenc direktnih, tudi ta lik, naprimer, če se spominjate, v Felliniju je glavna oseba, ki jo igra Mastroianni, je novinar, podobno kot ta pisatelj, je neke vrste opazovalec življenja in je pravzaprav ta pisatelj na nek način, recimo, da je bil tam star 30 let, glavni junak je pravzaprav ta junak zdaj, recimo, kot če bi ta junak živel v teh časih, nekako tako, Potem je tu, mislim, to je že kar močna referenca, tako da se mi zdi, da ta primerjava bi bila tudi zanimiva, namreč, kje so tle, kako je drugačen ta film, od Fellinija?
A je to samo ustvarjalna moč avtorja? Na prvo žogo bi človek rekel, da je seveda drugačen zato, ker nas ves čas sooča s sodobnostjo. Ne? In ne s to preteklostjo, ki nastopa pravzaprav res v nostalgični podobi, kot neki spomini, prividi, ne? Kot nek nebes, ki se vsake tog časa odpre, to morje, ki valuje in seveda neke vrste spomini, ne? Reminiscence, ki se pojavljajo, mladi obrazi iz takratnega časa. In v tem soočenju je očitno, ne, da jo stari čas, ne, tega sladkega rimskega življenja odnese bolje kot sodobni. Četudi je jasno, da ga je tisti Rim takrat premamil k temu načinu življenja in vse te, ki so tukaj izbrane, vse te, ki imajo to zgodovino. Tako da na nek način se mi zdi, da je vsaj za našo generacijo, bom rekel, ne, ta film neko soočenje užitkarstva 60-ih let. 60 leta so odkritje čutnosti, odkritje telesa in seveda tudi odkritje norih zabav. Ne nazadnje, konec koncev, tudi v tej Ljubljani s črnimi mačkami in podobnimi zgodbami, ne, ki se jih morda kdo še spomni, ne, se pravi ta vesela spolnost in tako dalje, to ni Ljubljane obšlo. Ne. Tu imamo pa sodobnost, v kateri gre za nekaj drugega, gre za nočne klube, ne, gre za prodajano spolnost, gre za obujanje užitkov iz 60-ih let na umeten način, z dodatki, z drogami, ki smo sicer tudi takrat preizkušali, ampak takrat je bila največ trava, ne. Ni bilo tako lahko iti na kaj več, pa tudi predrago je bilo, ne, danes se vse dobi poceni in umetno. Ne. Se pravi, neka razlika se v filmu vidi, ne, med temi časi in film na nek način skuša vendarle pokazati, ne, da so te časi bolj sprijeni, ne, kot so bili oni takrat, čeprav niso ljudje nič boljši. Ne. Ta teza se mi zdi sama po sebi nostalgična. Ne. Avtor mislim avtor filma, ne, oko s katerim gleda, ni nujno ta generacija, da bi na ta nostalgičen način gledal ta 60 leta. Ne. In jaz moram reči, da ta nostalgični pogled na 60 leta me čisto nič ne prepričuje. Jaz sem jih doživel, lepo je bilo biti mlad, ampak mislim, da ni bilo nič tako sijajnega, da bi danes rekel, da je danes svet recimo bolj pokvarjen, ne, in tako naprej. Zdaj, ta občutek razlike, mislim, da je občutek staranja, ne pa občutek razlike dob. No, kaj pa sam film? Mislim, film kot avtonomno delo, kot umetniško delo, kako je funkcioniral v svojem času Fellini, ali pa recimo kako v tem času ta film? Poglejte, Fellini takrat, kamorkoli je uspel priti, ne, tudi konec koncev Jugoslavijo, ne, takratno, je bil velika zgodba. Ne. To je bilo nekaj, kar se je vrtel, kar se je gledal, kar je bilo senzacionalno, kar je zasenčilo hollywoodski film za nekaj časa. Ne. Danes to ni več možno. Ne. To je film za kinodvor. Pri čemer seveda neke večje dvorane in tako naprej propadajo počasi, ne, tudi finančno, ampak ne glede na to, ne, zato ker delajo za nove medije, za druge medije, ker je lažje to sliko drugje dobiti. Ne. Mi smo tukaj takole zbrani, tudi midva z ženo ne več hodimo v kinodvor, ne, smo nostalgiki nečesa, česar res ne bo več. Ne. Gledanja filma v dvoranah, ne, takrat je šele, ko mi bilo, da je Cinemascope prišel. Ne. Se pravi, takrat je bil film velika zadeva. Med drugim tudi v Rimu so imeli filmski festival avantgardnih filmov, kamor je Andy Warhol svoje filme hodil kazati, se je povezal s italijanskimi avantgardisti, umetniki, vmes je skočil še k papežu po blagoslov, ne. Bil seveda zelo globoko veren človek, ne. In je živel v tem življenju in so vsi drugi prehajali in tako naprej. Takrat je bil film dogodek. Andy Warhol je bil takrat bolj kot zaradi teh slik, Brillo Box je bil znan kot filmar.
ker je snemal v Ameriki evropske filme, take, ne, ta modernizem 60-ih let. Ne. Tako da bi rekel, seveda, La Dolce Vita je malo prej, ne, ampak bi rekel, da ta pomembnost filma, ne, je med tem izpuhtela in cel ta projekt evropskega filma, ki konec koncev daje glavno oporo, da tak kinematograf kot je Kinodvor lahko obstaja, ne, pravzaprav ohranja pri življenju ta tip gledanja filma, kot smo ga gledali takrat. Neskončna lepota, ne, vidimo, da je dobila nagrade in tako naprej, ne, ampak to bo danes vedno nekje v prikrajku. To mesto filma je zasedel Hollywood do konca. Ne. Takrat ni bilo tako. Tako da jaz vidim tem predvsem veliko razliko, druga se mi pa zdi pač ta nostalgična, ne, navezava. Mislim, da ta nostalgična navezava skoraj lahko pri režiserju izhaja z tega, takrat se je še dal film delati, ne, ki je lahko spreminjal svet, ne, ali pa pokazal resnico o življenju. Ne. No, Dolce Vita je tudi prinesel en konc, se spomnim, ene svetlobe, en dekliški obraz, mislim, da je tam na koncu po neki taki grozni zabavi. Eno tako svetlobo prinese, medtem ko ta film pravzaprav malo poudarja neko situacijo, ki jo je mogoče ta kapitalizem, no, kamor se je razvil, prinesel in ki jo vsi občutimo. In jo tudi ta film s tem zaključkom, čeprav pisatelj konča s tem, da gre zdaj pisati roman, ne. Tako da to je tudi en optimizem, seveda, ampak na drug način. Ja, lahko mu verjamete, da bo roman spet uspel, ne? Ali pa mu ne, lahko mu pa verjamete, da je ta roman, ki ga je šel pisati, ta film smo ga gledali. Ne? Če vam je film všeč, potem je stvar optimistična. Skratka. Prvič, kar se tiče tega samega načina življenja, povezave z umetnostjo, ki jo vidite in tako naprej. Mislim, da ni čist točno v interpretacijah filma, jaz sem jih tudi nekaj preletel gor, ko se omenja Berlusconi. Berlusconi je eden najbogatejših ljudi v Italiji, ki živi neko tako življenje. Ampak ta tip življenja pripada srednjemu sloju, tisto, čemu se je včasih rekli buržoazija. To niso velebogataši, to niso milijarderji. To so ljudje, ki imajo toliko denarja, eni pa tudi ne, kot se vidi na filmu, dobro, ne, da lahko na ta način živijo in je ta način življenja pravzaprav edino, kar poznajo in v to vlagajo pač svoje življenje in sredstva in vse. To niso bogataši, to so ljudje, ki imajo dovolj, da si to lahko privoščijo. To so bile včasih in to je mogoče seveda določena sprememba, ne. Tudi v teh ljudeh, ki so med tem ostareli od 60-ih let. Ne. To so ljudje, ki so bili včasih intelektualna združba, jet set, tisto, kjer je hotel, jaz na Andyja Warhola nisem slučajno omenil, on je bil človek, ki je hodil po vseh teh zabavah, sprejemih in bolj kot umetniška dela, ki so jih producirali njegovi pomočniki in vajenci v njegovi tovarni, kot se je reklo, v njegovem ateljeju, se on ukvarjal s tem, da se je sprehajal. Točno to je počel, kar počne glavna oseba tega filma. Se pravi, to je bilo okolje umetnosti, ta način življenja v 60-ih letih, konec 50-ih let. To je bilo umetniško, intelektualno okolje, ki je bruhalo iz sebe ideje, domislice, trače, nove pobude za načine življenja in tako naprej. Ja, mislim, da današnja sodobnost, ne, je prinesla v prodajni celofan zavite načine življenja, ki se jih prodaja, ki se jih ponuja. Za vas je tole dober, če nimate dosti, vzemite ta način življenja. Ne. To, kar se prodaja, so življenjski slogi. In tega življenjskega sloga, ki ga tu vidimo, si ga seveda ne more vsakdo privoščiti, ne samo zaradi denarja, ampak tudi zato, ker vsakdo ne spada zraven. Kdor ne spada zraven, seveda je grozno, ne, če pride tja. Ne. Tako da to je en življenjski slog, ki ga seveda Slovenija verjetno ne bo nikoli premogla, kdor hoče se tam vključiti, mora iti kam ven živeti, tudi če ima sredstva za to. Ne. Mislim, da nimamo izkušenj s tem življenjskim slogom, ampak film nam dopoveduje, da je propadel. Ne. Zdaj je propadel zaradi tega, ker je kapitalizem, ki je kriv, posredno že, ne, ampak neposredno bi rekel, da je propadel zato, ker se ga ne da več prodajati. Ne. Ta tip življenja je nekaj, česar ne morete
zaviti v celofan in prodajati. Ne. Prodajajo se zdravi načini življenja, bio načini življenja, ne, in tako naprej. Še najbogatejši ljudje si želijo, če navežem na prejšnjo razpravo o etiki, raje videza asketskega življenja, ne, te svetnice, ki še ne smemo reči svetnica, ne, ki je narejena skoraj kot mati Tereza, ne, skratka skozi to veliko zgodbo, ne, čistosti, ne, in tako naprej. Ne. Skratka, askezo se ponuja, noben ne verjame, da kdo res živi asketsko, ne, ampak askeza se ponuja zato, ker je izobilje, v katerem živimo, pravzaprav tako revno, ne, je veččasno, ne, če greste pogledati, kaj se ponuja. Ampak tako revno, glede na načine življenja, ki jih imamo, od tisti, ki živijo res v revščini, v Sloveniji je zdaj nekaj čez 20%, ne, do tistih, ki živijo v tej revščini, ki je ta praznina prikazana v tem filmu. Ne. In ta pluralizem življenjskih slogov, o katerem se danes toliko govori, je pluralizem, v katerem večina nas ne more izbirati življenjske sloge, ampak tazga, kot nam je dodeljen. Ta film je glede tega, kar predstavlja, vendarle daleč od tega, kar bi mi lahko izbrali. Kako se vam pa zdi tisti prizor, tisti dialog oziroma pogovor, pravzaprav, v katerem pa ta glavni junak obračuna s to svojo prijateljico levičarsko, ki je cel življenje reševala svet in tako naprej ob nekaj služabnikih? Ja, to je to, kar sem omenil kot 60. leta, to je leto 68. Ne. Takrat smo bili vsi levičarji. To se godi zdaj, ne? Ja, ona je bila takrat zraven. Ona je bila takrat zraven in goji vse življenje lažno identiteto revolucionarke, ki ni pravzaprav nikoli nič revolucionirala. Ne? To je tako, če se mi dobimo, stara generacija, pa rečemo, smo bili vsi skupaj takrat pred filofaksom, smo demonstrirali, pa smo šli pa po ulici, pa smo šli na parlament, se ben ni za nas zmenil, ampak pa smo pa zasedli fakulteto in tako naprej. Ne? Seveda je bilo ogromno ljudi zraven, ne? Ampak vmes je bil čas, ko je vsak počel svoje, pa je bil čas, ko je bilo vsem narodno, da so bili kdaj levičarji, in potem je prišel čas, ko je spet dobro reči, jaz sem bil že zmeri kle. Ne? Se pravi, skozi to, ja, no, tako grejo te zgodbe, tako človek pripoveduje zgodbe samo sebi, ne? Jih plete, to so te naracije, skozi katere pravzaprav ustvarjamo čas. Ne? Mi ustvarjamo čas svojega življenja skozi zgodbe, ki jih pripovedujemo o sebi. In ona pripoveduje ves čas o sebi to zgodbo, ki je lažna zgodba, hkrati je pa zelo pogosta zgodba. To je zgodba, ki jo boste na Zahodu, v tej generaciji starejši, ne v kasnejši, v tej generaciji, ki je točno zrasla v 60-ih letih, jo boste strašno pogosto slišali. Tam sem bil zraven, tam smo to, a ni bilo fino, danes ni nič, mladina je danes tako apatična, nič ne delajo, mi smo pa svet vrgli s tečajev. To je ta zgodba, ki jo on, to je ena od večjih svetin v tej družbi. Nisem ta oseba. Ne? Vsi so bili na vrhuncu, tam se napada zgodovina, da se jo prevrne. Ne? Skratka, noben od njih ni tako, kot danes zgleda, ne? Nek bon vivant v tem svetu, vsi so nekaj naredili. Ta je napisal roman, ona je pa revolucijo delala, pa šla k partiji, pa tako naprej, ne? Pa objavila 11 romanov, socialno zavednih, ne? In tako naprej. Ne? In on to poruši. In kot vidite, v trenutku, ko to poruši, ne? Cela ta družba spozna, da pravzaprav ji več ne pripada čist. Ne? Da je začel govoriti tisto, zaradi česar se je ta družba zbrala, da se o teh stvarih ne bi govorili. Zdaj ne mislim samo na levo politiko, na vse stvari, o katerih se ne govori, da se lahko fino imaš. Ker fino se imaš lahko samo, če o nekaterih stvarih ne govoriš. Ne? Če ostanejo neizrečene, pa se imaš lahko dober. On pa naredi nekaj fupajev, ne? On pa zareže v to noter, tako da njemu to ne služi predvsem zato, ker gre za levico pa za politiko, ampak služi pač za to, da naredi ta prerez, ampak kot rečeno, ta tip zgodbe je absolutno tipičen. Ne? Mi imamo pač danes drug tip zgodbe, ne? Jaz sem bil že vedno, ne, za suverenost, jaz sem se bojeval za suverenost, ker vas še nikjer ni bilo, ne, in tako naprej. To pa zdaj ta nova zgodba, ne, ki jo bo moral enkrat nekdo prerezati, ampak to pustimo danes, ne. Ja, vsaka stvar potrebuje svoj čas, ne. Prej ste, ko ste govorili na začetku o lepoti, pa ste rekli, da o lepota pravzaprav ni več moderna in poglejmo, kakšna je umetnost in tako naprej. Zares, kako recimo te stvari
kako recimo te stvari študentom oziroma kako vas oni sprašujejo, kaj je lepota v umetniških delih oziroma to sploh je ena sestavina umetniškega dela ali je? Danes je zelo težko lepoto prodati, da bi o njej razmišljali, razen kot o metafizični, filozofski temi, mislim kot te konkretni umetniški, je zelo težko pokazati, kje je ta lepota. Tako da za sodobno umetnost se meni zdi nekako potrebno predvsem opozoriti na to, da druge umetnosti, ki bi bila njihova, njih, ki danes študirajo in se zanimajo za umetnost, druge umetnosti ne bojo dobili. To je njihova identiteta v umetnosti. Se pravi, da to umetnost moraš imeti na nek način rad zato, ker kakorkoli. To je edino, kar v umetnosti govori o tebi, o enem rodu, ki je in ga nekoč spet ne bo. Kdorkoli bo gledal za nazaj moje čase, bo šel pogledat Warhola in tako naprej, skratka to umetnost, to je tisto, kar smo imeli, to je to, kar smo bili, pri nas pa Šalamun, žal pravkar pokojni, to je tista identiteta, s katero bojo generacije gledale skozi umetnost, kdo smo bili pa kaj smo bili. Drugega ne boste imeli, torej proučujte to, kar je, povzdignite tisto, kar vam je všeč. Kar se tiče pa lepote, je pa tako, pa jaz ne bom rekel žal, če želite povedati kaj o lepoti, ki je danes vse prisotna, samo v sodobni elitni umetnosti je ni, bom kar rekel elitni, na filmu je še lepota, celo neskončna, lepota je tudi v drugih zvrsteh množične in je v vseh zvrsteh popularne umetnosti. In jaz se tej lepoti približam tako, da začnem govoriti recimo o umetnosti telenovel, o preskakovanju tega prezira, ne samo do neke nizke plebejske umetnosti, to, kar ljudje gledajo, ker to ni za fine ljudi, to ni za tiste, ki se spoznajo, ampak do tega, da ljudje prestopijo točko, zaradi katere je lepota postala kič. Čim prikažete nekaj lepega, se reče, da je pa kič. Kar pomeni, da je to nekaj, kar je treba stran postaviti. To je za navaden gmejn folk. To lahko ljudje lepijo po svojih skretih in tako naprej. In skratka, da občutek za lepoto dobijo tam, kjer je pa edino lepota tista, ki ljudi fascinira. Se jaz dam skrajni primer s telenovelo lahko, ampak hočem reči, da lepota obstaja v umetnosti, samo tisti umetnosti, ki jo pripadniki tega visokega umetniškega kroga prezirajo. Postmodernizem je trdil, da je naredil prehod iz te množicne, da ni več te meje. Ta meja seveda še vedno obstaja. In najbolj značilen primer, da ta meja obstaja, je ravno to, da lepota nima vstopa v sodobno elitno umetnost. Torej, lepota ne more biti nekaj avtonomnega, ampak je stvar odločitve. Ti se odločiš, da ti bo nekaj všeč, ni nekaj, kar stoji kot avtoriteta. Verjetno res ne, čeprav bi bilo verjetno težko tudi meni dokazovati, da neka, kot se včasih rekli, grška soha, kip, ni lep. Seveda je lepota vedno razmerje subjektivno do predmeta, ni na predmetu samem, ta kip sam po sebi ni lep. Lep je v odnosu do gledalca. Ampak bi rekel, da če kje drži za nekatere te najbolj klasične primere, da so v bistvu univerzalno lepi, da univerzalna lepota vsaj za ljudi obstaja. To ne pomeni, da obstaja vnaprej, ne občutiš jo takoj, vsak od nas mora dosti stvari gledati, čutiti, doživeti, dosti filmov gledati in tako naprej, da dobi občutek za to, ampak ko dobiš občutek za to, vidiš, da ta lepota, tudi če je subjektivna, ni individualno subjektivna, pripada vsem, ima neko univerzalnost, ki se tiče vseh nas. To ne pomeni, da bomo vsi prišli do nje,
vsak trenutek in tako naprej, ker je zato treba nekaj napora, nekaj vložiti, nekaj izobrazbe, nekaj kulture, vstop v svet umetnosti, kot bi rekel temu Artur Danto, moj tudi že pokojni kolega ameriški, ki je postavil nekatere osnovne teze o postmoderni in sodobni umetnosti, ampak tu je. Se pravi, jaz bi dal neko univerzalnost lepoti, hkrati pa seveda je danes največja spretnost in to je to, kar bi konec koncev hotel učiti svoje študentke in študente, kako skozi to, kar je v sodobni umetnosti, tej elitni, če že ne grdo, pa vsaj brez celote, razmetano, včasih neprijetno, zelo pogosto celo gnusno in tako dalje, da v tem znajo najti okno k lepoti, ne mimo tega, skozi to. Jaz mislim, da si sodobna umetnost preprosto ne upa več lepote postaviti v ospredje. Zdaj, Adorno, ki sem ga na začetku omenil, kot citat pravi, da je lepota šla iz mode zato, ker ni mogoče s to harmonično, celovito, imenitno lepoto, kakršna je bila stara grška ali pa klasična, recimo v primeru kake Mozartove glasbe, da ni mogoče na ta način več govoriti o resnici o svetu, ker svet ni lep. Svet ni več tak, pravi Adorno, lahko damo 100 drugih razlag. V vsakem primeru se sodobna umetnost te celovite, zaokrožene lepote boji in če vedno zaupa vanjo, verjame vanjo, jo na nek način skrije pred nami in jo je zelo težko izkopati, medtem ko je klasična umetnost seveda postavlja direkt v ospredje. V vsakem primeru, tudi če nima Adorno prav, je res, da bi tistega, ki bi lepoto postavil na ta način v ospredje, imeli za naivnega umetnika, ne pa za ta pravega profesionalnega sodobnega umetnika. Se pravi, da je lepota v tej visoki umetnosti nekaj, kar je treba skrivati, če želimo delovati kot resnični umetniki. Spomnili ste me zdaj na eno misel Tarkovskega, ki pravi, ki primerja umetniško delo, oziroma on govori o filmih, ampak primerja umetniško delo z goro, na katero nekako vsi lezemo, ampak eni pridejo do vrha, eni ostanejo spodaj, pa gledajo gor in tako. A ste o tem ste nekako govorili, ne? No, to je zdaj ta vidik, seveda, to je to. Lepota ni pred nami, ko jo nekdo postavi pred nas tudi kot umetniško delo, vendar je lepota pred nami v smislu bodočnosti. Tarkovski je vizionar. On vidi to lepoto, mistično lepoto, ki jo je povzel po ruskih mistikih 19. stoletja, prišla je do njega preko te velike zgodbe o Maljeviču, o ruski avantgardi, konec koncev, jaz človek bi rekel, da on pravzaprav vse življenje snema nek Maljevičevski film, o lepem in dobrem, o tem pravoslavnem pojmovanju krščanstva, čeprav pri njem do neke mere sekulariziranem, o tej ideji človeka, ki bo obvladal svojo lastno telesnost, ki bo obvladal vesolje, ki se bo spremenil skoraj da v čisti in tako naprej, vse te utopije Tsiolkovskega, recimo, ki je ustvaril sicer tudi čist konkretno rusko vesoljsko inženirstvo, ampak je bil tudi sam nosilc teh vidikov. Ta vesoljska, večna, neskončna lepota je tista, ki se pri Tarkovskem pojavlja, hkrati kot tista, ki je res vesoljska, ki je res, ko obrnete pogled navzgor, kot bi rekel Kant, v zvezdno nebo nad nami, Kant je rekel, da je to tisto najbolj zvišeno, kar je občutil v življenju, hkrati pa tudi to drugo, tudi deluje pri Tarkovskem, kar pravi tudi Kant, ali pa seveda ta neskončnost v meni samem. Torej, tisto, kar je neskončno lepo, je zvezdno nebo nad nami in seveda to, kar imamo v sebi. In Tarkovski, mislim, se tu popolnoma strinja s Kantom.
tako ste eno piko naredili k temu filmu. Meni je sicer žal, nekako, ali nisem jaz bila dosti pozorna na to, da bi kdo še kaj povedal k temu filmu, ali je bil profesor. Sem ga kar jaz tudi poslušala. Ne, poslušala sem ga in mi je bilo žal prekinjati. Ampak s tem Kantovim zvezdnim nebom in skrivnostjo, ki v sebi nosimo in jo nikoli ne bomo sposobni razumeti, ampak jo občutimo, s tem bi potem jaz zaključila, ker je bil dolg film, pa da ne bomo predolgo ostali. Se vam zahvaljujem in hvala, gospod profesor. Hvala vam za pozornost. Hvala lepa.